V Radencih so s 63. gostinsko-turističnim zborom v organizaciji Turistično-gostinske zbornice potekali dnevi slovenskega turizma. Najpomembnejši strokovni dogodek v Sloveniji na področju turizma. Gostinsko-turistični zbor Slovenije je prireditev, ki združuje tako zaposlene v gostinstvu in turizmu, kot tudi mladino v procesu izobraževanja za delo v stroki, pojasnjujejo prireditelji. V okviru 6 dnevov slovenskega turizma poteka med drugim tudi 63. gostinsko-turistični zbor in veseli smo, da številni naši sodelavci tekmujejo v različnih kategorijah, kajti v okviru gostinsko-turističnega zbora poteka več kot 30 različnih tekmovanj z področja gostinstva in hotelirstva in nekako želimo na področju teh poklicev oziroma tekmovanj tudi poklic gostinsko-turističnih delavcev na nek način popularizirati, tako da bo potem res čez čas dosti več gostinsko-turističnega kadra in tako da približamo tudi vsem mladim gostinstvo in turistično dejavnost in da bomo res potem čez čas lahko tudi našo ekipo v vseh naših destinacijah tudi pomladili. Dogodek je spremljalo tekmovanje v 22 različnih kategorijah. Na enem od tekmovanj so svojo specialiteto ajdov krapec s kašo predstavili tudi osnovnošolci iz Ljubljane. Zato, ker se nam je zdela zanimiva, pa smo jo hoteli predelati na svoj način in nam je uspelo. Čim boljšo uvrstitev si je želel tudi David. Ciljamo na prvo, drugo, tretje mesto. Sicer zame je to letos prvič, tako da sem bil mogoče majčkeno bolj živčen, ampak sem prišel pripravljen, tako da mislim, da ne bi bil kakšen velik problem. V sklopu dnevov slovenskega turizma so izpeljali tudi vrhunec 25. projekta Moja dežela lepa in gostoljubna, katerega osnova je tekmovanje slovenskih mest in krajev na področju urejanja prostora, okolja in gostoljubnosti. Slovenska turistična organizacija podeljuje nagrado za sejalca in snovalca. Kaj to pomeni? To pomeni, da pač podjetje razvije inovativno, kreativno idejo in posebna komisija te ideje na podlagi poziva zbere, jih ovrednoti, pregleda in zbere najboljše. In za letos je to Vinarium, ki je komisijo prepričal s tem, da se usmerja res nekoč mogoče bolj industrijsko mesto v turistično, z svojim razglednim stolpom, ki ima tudi neko simboliko in ki je dejansko letos dosegel že zelo zavidljivo številko obiska. Sicer pa si je priznanje za izjemen prispevek pri razvoju turistične društvene organizacije, ki ga podeljuje Turistična zveza Slovenije, prislužil Štefan Dravec. Direktorica Slovenske turistične organizacije pa je v nadaljevanju povedala še, kaj je zaznamovalo delovanje Slovenske turistične organizacije. Slovenska turistična organizacija se je v letošnjem letu ob podvojeni naložbi v marketinške aktivnosti močno usmerila v vsebinski digitalni marketing, s katerim nagovarjamo jasno opredeljene ciljne skupine in večamo prepoznavnost Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave destinacije za 5-zvezdična doživetja. In prav digitalni marketing je tema jutrišnjega slovenskega turističnega foruma, ki ga organiziramo v okviru dnevov slovenskega turizma. Ob osamosvojitvi lani smo si zastavili ključne prioritete in spremembe. Na novo smo vzpostavili, kot rečeno, vsebinski digitalni marketing. Pravkar smo zaključili z obsežno promocijsko kampanjo, digitalno kampanjo pod nazivom Slovenija Make New Memories, kjer smo od aprila do preteklega tedna izpostavljali Slovenijo kot 5-zvezdično destinacijo in bo tudi jutri podrobno predstavljena v okviru foruma. Načrtovane rezultate nismo le dosegli, ampak presegli. Nadaljujemo tudi z intenzivnim komuniciranjem na družbenih omrežjih, v vseh ključnih medijih smo zelo intenzivno prisotni in dosegamo izjemno dobre rezultate. Potem pripravljamo nov portal, ki ga bomo lansirali decembra letos. Korak naprej bomo naredili na področju mobilnega digitalnega nastopa in na razvoju mobilnih aplikacij. Vemo namreč, da polovico prometa na spletu poteka prav preko pametnih telefonov. Intenzivno tečejo aktivnosti projekta Ambasadorji slovenskega turizma, s katerimi želimo krepiti te digitalne komunikacijske kampanje. No, smo pred zimsko turistično sezono, tako da na izbranih emitivnih trgih izvajamo več oglaševalskih kampanj. Že konec tedna se pričenja oglaševanje na televizijskih kanalih v Budimpešti, potem na zunanjih oglaševalnih površinah v Srbiji, Hrvaški in pa v nekaterih drugih medijih v Združenih državah Amerikah, Švici, Franciji in na Poljskem.
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo pa je spregovoril o rezultatih v slovenskem gospodarstvu in turizmu. Rezultati so na eni strani fizični izredni, o finančnih bom v nadaljevanju nekaj povedal, niso tako dobri, ampak kakorkoli lahko rečem, da rezultate v zadnjih 2 letih zaznamuje rast, nadpovprečen obisk Slovenije, na koncu koncev smo lani prvič presegli magično mejo 10 milijonov nočitev, ustvarili smo 2,3 milijarde prilivov iz naslova izvoza potovanj in tudi pozitivni trend rasti domačih in tujih gostov imamo, zabeležili smo do konca avgusta 8% več prihodov in pa 6% več nočitev. Seveda pa pri samih financah po podatkih študije podjetja Hosting številke niso tako dobre, če gledamo obdobje od 2007 do 2015 smo narasli sicer za 10%, ampak če smo si odkriti v tem obdobju, lahko rečemo, da smo 103% rastjo za na nek način realno. Če upoštevamo še inflacijo, imamo nekak, po mojem mnenju, negativen trend. Je pa treba povedati, da smo pa turizmu po teh podatkih, ki so bili, naredili kar nekaj korakov naprej pri stroških, in da je tudi rezultat EBITDA na koncu prvič pozitiven. Sicer je hotelska srenja ali pa hotelski del še vedno v izgubi za 14 milijonov, najmanjši v zadnjih letih. Gostinstvo v celotnem obdobju je pa prvič po 8 letih pozitivno, sicer malo, ampak kljub vsemu pozitivno, kar kaže, da so trendi pozitivni. Kar je slabo pri teh številkah, ne morem mimo tega, je v tem, da prihodki in dosežene cene na sobo padajo že 4. leto zapored, da imamo prihodke na razpoložljivo sobo v povprečju na 32 evrih, kar je nizko in tudi primerljivo z sosedi, ni dosti visoko. Prihodki na prodano sobo so 9% manjši kot leta 2011 in znašajo 69 evrov. Vse to govori, da na nek način pri fiziki rastemo, pri financah padamo in da je tukaj veliko dela, ki ga morajo narediti naša podjetja na tem področju, da bomo prišli od prodaje sob z zajtrkom na prodajo doživeti. Tako da je to edina pot, s katero bomo prišli do tega, da bomo imeli boljše rezultate. Vloga našega ministrstva je predvsem tem, da zagotavljamo ugodnejše poslovno okolje, sredstva za promocijo, kar smo počeli na koncu koncev s tem, da smo v letu 2015 izvedli najbolj odmevno digitalno akcijo z dodatnimi 4 milijoni evropskih sredstev, ustanovili ali osamosvojili nazaj STO in za letošnje leto pač podvojili 106% sredstev iz leta poprej. In naša naloga je, da tam, kjer je potrebno, interveniramo, da pač vlagamo v nove inovativne turistične produkte in pa destinacije. Del prireditve je tudi vsakič razstavno-komercialnega značaja. Predstavljajo se ponudniki gostinske opreme, izdelkov in sponzorji prireditve. Željo po popularizaciji gostinsko-turističnih poklicev in približevanju dogodka širši javnosti so tako letošnje spremljevalno dogajanje popestrili z ulico okusov, kjer se je z jedmi iz svežih, lokalnih in sezonskih sestavin predstavilo 8 ponudnikov, ki jih povezuje zgodba o vodi. To je največji in najpomembnejši strokovni dogodek gostinstva in turizma v Sloveniji. Verjamem, da je dobra osnova za razvoj in odličnost v turizmu. Seveda, ključnega pomena za odličnost pa je konstanten razvoj kadrov. Vzgajanje mladega kadra, visoka strokovnost, izobraževanje, inovativnost, spremljanje trendov in seveda potreb gostov. In to je tisto, kar nam v bistvu lahko da lahko razvijamo v prihodnosti tudi turizem v naši državi. Ponavadi sta dve ključni niti gostinsko-turističnega zbora, in sicer eno so tekmovanja, kjer se mladi, neizkušeni
in seveda veliko bolj izkušeni in veliko bolj strokovni srečajo na 30 različnih tekmovanjih in povprečno s 500 različnimi udeleženci. To je tista osnova, ki je pomembna, to je naša sedanjost in naša prihodnost gostinstva in turizma v Sloveniji. Seveda, drugi pomen, ki ima tudi pomembno vlogo, so srečanja, izmenjava mnenj, izmenjava izkušenj, strokovnost, profesionalnost in s tem pripomoremo tudi k razvoju kakovosti. Poleg vsega je naloga Turistično-gostinske zbornice tudi sooblikovanje okolja, v katerem delujemo. Danes so že sogovorniki omenili kar nekaj projektov, s katerimi se država ukvarja. Mi probamo aktivno sodelovati, dati strokovne podlage in seveda priporočila, zato da imamo dobro osnovo, da številke, ki so bile zadane, ki bodo zapisane v strategiji, da jih tudi mi uresničimo. Dnevi slovenskega turizma so tako združevali najpomembnejše strokovne dogodke slovenskega turizma pod eno streho. Osrednja tema letošnjega dogodka je bilo kreativno razmišljanje.